Bang! Bang! Pridna, bravo. To je ful bolj kaotično, kot sem si jaz predstavila. Ko je že ime, pozabila sem že svoj ime! Ne! Ok, moving on. Ne. Yep. Ne. Piči! Ne! Ali pa ne! Dobrodošli v 5. epizodi Behind the Scenes Lifeove ambasadorke. Danes bom sprobala nekaj, kar je po eni strani moj dream job, po drugi strani bi to z veseljem delala tudi zastonj. Nahajamo se na Zbiljskem jezeru in danes bom za en dan postala sprehajalka psov. Pridi, Luisa. Luisa Lula. Čakaj, kako se to odpre? Luisa, baby. Je hudo. Velja, veš? Malo so hiperaktivni. Kakšne spretnosti mora imeti sprehajalec psov? Za moje pojme je fajn, da pač veš nekaj o vzgoji psov, da malo poznaš vse, da znaš odreagirati v taki situaciji, ko mogoče zalaja, se zaženje v koga. Se pravi, jaz sem Živa Rudolf, imam pasjo šolo, ukvarjam se pa tudi s prehajanjem psov, med drugim malo za zraven. V bistvu se je začelo vse z mojo Luiso dobre 4 leta nazaj, ker me je pač naučila marsikaj, ki je bila dokaj zahteven pes, tako da v bistvu potem sem pa odprla svojo šolo 2 leti nazaj in od takrat imam tudi to sprehajanje. Danes se bo Pija preizkusila v sprehajanju psov, ima težko nalogo, ker ima 4 naenkrat, jaz imam ponavadi enega ali pa 2. Daj, pa če ti zraven v šot. Sedi. Verjetno. Vredno. Ajde, dober je. Kam si šla? Pet na to stran. Ne morem vas sprehajati križem kražem, ker pol bomo padali po tleh. Alpake sem že sprehajala, danes sprehajam pse. O, Jezus. To je ful bolj kaotično, kot sem si jaz predstavljala. Ne! Kako je že ime? Pozabila sem že svoj ime! Ne! Ne! Pet sem! Stop! Čaki! Pridna. Luisa. Oh my god. Chill. Take a chill pill. Ne v vodo. Ne. Oni se same sprehajajo, pa če jaz dobesedno ne delam nič. Nimam avtoritete. Moram pa povedati, da so drugače gospodične zelo lepo vzgojene in ko so se me proti koncu že malo navadile, smo se tudi kar lepo poštekali. Del sprehoda je seveda tudi pobiranje drekcev in samo poglej, kako mi gre to šele dobro. Odgovoren lastnik psov, vsaj nekaj, ki mi gre danes. Evo, nekaj zate. Evo, nekaj zate. Ful je noro, ful je kaotično. Jaz bi imela 2 psa, ampak zdaj razmišljam, da mogoče je to res dedication. Ne, ful dobro, res. Ja, vlečejo, težko jih je handlati, vse naenkrat niso me navajene. Ne vem, sej verjamem, če bi se malo bolj spoznala z njimi, pa bi šlo nekako. Ampak ja, no, nore so. Lepi labodi, lepi. No, gremo še malo. Dober je. Taki. Luisa? Ne, kepca. Bravo, ne, falila. Jej! Kepca. Ja, bravo. Bang. Pridna, bravo. Evo, psi so sprehajani, jaz sem definitivno sprehajana, zdaj pa grem novim dogodivščinam naproti. Pridi. Evo me na novi lokaciji, danes bom zavila v malo bolj glasbene vode. Šla bom v bistvu na audicijo / na vaje z enim bendom, pa pridite z mano.
Najprej smo mal poklepetali. Moje ime je Žiga in v bendu igram klaviature. Jaz sem Filip in v bendu pojem pa igram kitaro. Jaz sem Martin in igram kitaro. Jaz sem Zala in igram bas. Jaz sem Gašper in igram bobne. Moje ime je Žiga in v bendu igram klaviature. Moje ime je Žiga in v... A mi lahko poveš, odkje izvira ime vašega benda? Začel se je s tem, da smo bili lepi, pametni, sposobni, ker nas je tako klical naš profesor športne vzgoje. Potem smo to skrajšali na kratico LPS, ki je bila vsem kul, in pa so na špiligi rekli, da to mora nekaj pomeniti. In pač res smo sam pico jedli takrat in Žiga je res sam rekel, les pizza slice. In to je to, in zdaj smo nazaj na LPS. Kako bi definiral vaš žanr? Ja, mislim, da smo zdaj prišli do, še eno veliko besedo, do konsenza, evo ga. Da smo mi pop-rock zasedba. Ja? A se strinjate? Enega je Ati klical, by the way. To je moj telefon, ja. Ja, ura je to, da se domov vozi, torej. A imate kakšen kratek nasvet za vse, ki bi radi pač želeli imeti svoj band? Kako začeti? Ne vem. Moj nasvet za vse, ki bi želeli se ukvarjati z glasbo ali pa imeti band, je v bistvu sam začnite igrati, najte si nekaj, kar vas navdihuje, da delate glasbo in pol sam naprej. Inspiracija je ta glavna in pol, če ustrajate pri tem, pol verjamem, da vam bo uspel. Pokaži, kaj znaš. Ja, najprej ti pokaži, kaj moram znati. V bistvu refren je čist simpel. V levi roki držiš samo E, greš pol na A. V desni roki pa menjaš iz E-dura, ki je pač E v A-dur, in potem sam ta cis gre v C, da je molova. Aha, okej. Torej, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, N, in. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, in. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 in nazaj. Da 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 para in da 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 da. Okay, moving on. To so tvoje palce. Živel, ja. Ne. Jep, tako. Stisni pedal z levo nogo. Aha. Kar drž. In da sam tle drž v sminke. S to roko po tem bobnu in tam imaš kick. Yes. Ok. K. Pa hi-hat pas. Ne. Ne. In sem to drž, dokler... Super, super. Evo. To je ful težko. Ej, to je bil lep solo. Odličen so. Ok, tle imaš pa basic najlažji job. Oh, yes. Ker v bistvu imaš samo dva tona. Top. E pa A. Top. To je že E, nič ne rabiš prijeti. To je že E. Pa boš pa prijela tule na peti, vidiš, kot ta druga pikica, to pa A. In v bistvu držiš sam. Hudo. In pa greš na A. Ampak pojamo. To je to.
zaenkrat mi gre vse ful dobro, no, tako da. Ne. Tukaj imaš pedalboard, različne pedale, ki delajo različne zvoke. Naprimer ta dela wow, wow, wow. Ta dela malo manj tak. Ta ti je v bistvu samo, da imaš glasnej. To imaš to ti je Kaj bi pa tega opisal, to pa... Ja, bleščice. Če si predstavljaš bleščice, tako zveni ta pedal. Hudo. Bleščice bi imela. In kaj je to? To je E-dur. E-dur. Pa v bistvu ta dva prsta prestaviš za eno dol, pa še dodaš v bistvu mezinca eno gor, na drugo stran, na drugo polje. To? Oj. Zdaj te zavil si povedati, kakšen vibe je imela Pija. Najjači vibe v lifeu. Basically, ti sam piči. Za konec pa prvič užival še moj komad. Ti pa komentiraj, kjer inštrument bi ti najrajši igral? Evo, vaje uspešne, zdaj pa zakaj se hod na vaje? Zato, da se gre pol tudi na koncert. In danes smo v Ortobaru, kjer ima LPS svoj samostojni koncert. Jaz sem tukaj, Džungla je tukaj, Vibe je tukaj, Vibe je ful dober. Pa nujno pogledaj epizodo do konca, zato ker te čaka eno presenečenje. Delamo dokumentarno oddajo o LPS. Ker sem se imela zadnjič z njimi na vajah tako dobro, sem se kar sama povabila še na koncert. Prva, najbolj pomembna stvar pred koncertom je tonska vaja, na kateri se testira kvaliteta zvoka in glasnost. Kaj? Pa snemaš. Pa ti snemaš. A ja, snemam. Agresivno, vsak glasno. Snemam tonsko vajo. Benda LPS, ki ima danes v soboto koncert v Ortobaru. To sem super slišal. Kaj še ne pa vibe? Ful dober. A mislim, da se usliši. Ne, ne bom videl. Pol smo še malo pohengali v tem najmanjšem backstageu na svetu in zanimalo me je, če so kaj živčni. Ne še. Malo sem živčen. Ampak star pregovor pravi, Pred nastopom je zdravo, da si malo živčen, ampak ko si enkrat gor je pa najlepše. vibe celega koncerta je bil na vrhuncu.
Pa nujno poglej epizodo do konca, zato ker te čaka eno presenečenje. Presenečenje, a ne? It's me, ki bom pela na odru. En applaus za Pio! Pa še za LPS en aplavz. Evo, odpela sem, koncerta je konc, kako mi je šlo, komentirajte spodaj. Jaz sem ful uživala, ful hvala LPS, da ste me povabili, da smo vse to skupaj organizirali. Kako je pet pred toliko folka? Pač ne gledaš v publiko, koliko jih noter stoji in je ful lažje. A ti to že znaš? Ja. Mojo vsebino pa lahko spremljaš na Instagram profilu od Viba, Džungle in na mojem akantu. Ne pozabi lajkat, shareat, subscribeat, komentirati in pokazati svojim frendom.